finski dirkač Jari Matti Latvala je dejal, da je ta avto najboljši cestni približek reli dirkalnika. GR Yaris je novi Toyotin štirikolesno gnani športnik in na ta način po več kot 20 letih končno naslednik legendarne Celice GT4. Nastal je kot homologacijska osnova za nov Toyotin dirkalnik za svetovno prvenstvo v reliju. In to nas popelje v čase legendarne skupine B, ki je svetu avtomobilizma s takšnimi pravili dala nekaj zares spektakularnih serijskih avtomobilov. In danes nas ta reli specialka čaka, da jo preskusimo na zaprti progi v Milanu. GR Yaris je razvit iz reli dirkalnika, ki so ga inženirji prilagodili, tako da je še vedno vsakodnevno znosen in pa seveda nekajkrat, če ne nekaj desetkrat cenejši od pravega dirkalnika. No in tukaj za tem volanom so se potili legendarni Tommy Mäkinen s svojo ekipo, pa profesionalna dirkača Jari Matti Latvala in Chris Meek, navsezadnje pa tudi predsednik Toyote, gospod Akio Toyoda. No in prav Toyoda je ta avto resnično priganjal do onemoglosti na različnih podlagah. No in enkrat se je zgodilo, da mu je tako na makadamu neka skala prebila podvozje, nastala luknja. No in tako so inženirji vedeli, da morajo podvozje še dodatno ojačati oziroma nadgraditi njegovo trdnost. In ko smo že pri različnih podlagah, tukaj s tem gumbom uravnavamo različne programe delovanja štirikolesnega pogona. Lahko izbiramo med načinom Normal, ki nekaj več moči pošlje na prednji kolesi, načinom Sport, ki precej več moči daje zadnjemu kolesnemu paru, in načinu Track, ki pogon enakomerno razdeli v razmerju 50-50 med prednji in zadnji kolesni par. No danes, ko so pogoji takole dokaj zahtevni oziroma precej spolzki, uporabljamo tale način Track, pa tudi malo več svobode dovoljuje pri drsenju skozi zavoje. Različica GR oziroma Gazoo Racing je Yaris, ki to ni. Četudi je že običajna različica Toyotinega malčka z novo generacijo postala zelo živahna v zavojih, je tole povsem drugačen avto. Pravzaprav si z običajnim Yarisom delile žaromete, stranski ogledali in strešno anteno. GR Yaris je daljši, širši in pa nižji. In tole je aluminij, tole pa so celo ogljikova vlakna. In namesto 5 ima zgolj 3 vrata. Vse to vsledi iskanja nizke mase, nižjega težišča in večje čvrstosti školjke. No kaj pa se skriva pod motornim pokrovom? Poznavalci ste že po zvoku motorja ugotovili, da gre za trivaljnik. Ampak pozor, ta trivaljnik premore kar 192 kW oziroma 261 konjev in 360 Nm navora. In svojo prostornino 1,6 litra sledi pravilom razreda Rally 2 oziroma nekdanje skupine R5. In takšen motor, seveda v kombinaciji s štirikolesnim pogonom, Yarisa do 100 km/h požene vsega 5,5 sekunde. No, da bi se potem učinkovito ustavili, pa imamo na voljo tudi takšne velike zavore, katerih diski so takole za primerjavo celo nekaj večji od modela GR Supra. Da je GR Yaris resnično zasnovan za voznike, ki bodo njegov dirkaški potencial znali izkoriščati, priča tudi ročna zavora. Ne bomo je uporabljali le za parkiranje, pač pa tudi med vožnjo, seveda, ko bo to varno. Sistem namreč ob njeni uporabi med vožnjo samodejno stisne sklopko. GR Yaris je bil torej razvit popolnoma na novo. Samo zanj so, na primer, razvili nov štirikolesni pogon GR4. No in seveda vemo, da je takšen razvoj izjemno drag. Ampak vse postane jasno, ko poznamo razmišljanje Akija Toyode, predsednika Toyote. To je
tega predsednika, ki je odredil konec dolgočasnim avtomobilom. No in zaključimo z njegovo mislijo, ki nam je še posebej všeč z vidika zasledovanja tehnološkega napredka. Toyota pravi: če želiš, da te ljudje vidijo kot pravega avtomobilskega proizvajalca, moraš izdelati avtomobil, ki zmaguje. Zdaj pa vabljeni, da se z nami odpeljete tudi na prvo vožnjo običajnega Yarisa. Z nami lahko tudi testirate preteklo generacijo Yarisa v športni izvedbi GRMN ali pa tudi v družbi naših gledalcev Toyotine hibride.